Vsako leto se mladi različnih narodnosti in veroizpovedi zberejo v enem izmed evropskih mest. Letos bo to 46. evropsko srečanje tukaj pri nas, v Ljubljani. Evropsko srečanje mladih pripravlja Tezejska skupnost s pomočjo slovenskih župnij in podporo slovenskega mesta. Srečanje bo potekalo 28. decembra pa vse do 1. januarja 2024. Mladi, ki bodo prišli na srečanje, bodo bivali pri gostiteljih, ki jim bodo odprli svoja vrata. Nekateri pa bodo bivali v župniščah v Ljubljani in okolici. Glavni del dogajanja bo potekal 31. decembra tukaj v Stožicah. Mladi zapustijo poznanost in sigurnost svojih domačih držav in se podajo v neznano. Ne da bi vedeli, kdo jih bo sprejel in kdo gostil. Da bi o evropskem srečanju mladih izvedeli kaj več, sva s Kajo obiskali župnijo Mengeš, ki je ena izmed gostiteljic. Dober dan, sem Marko Košir, župnik v Mengšu. Dobrih 6 let sem že tukaj. Lahko povem, da sem bil že 3-krat tudi na novoletnih srečanjih v tujini, v različnih krajih in imam vedno lepo izkušnjo. Tudi mladi iz Mengša radi potujejo na ta novoletna srečanja, pa tudi poleti v Tezej. In tako bo sedaj lepa priložnost, da se tudi mi malo odzovemo, da smo gostitelji in seveda potem nas zanima tudi, kdo bo prišel, to je pač skrivnost in gotovo bodo ostali lepi spomini in nas bodo ta srečanja tudi medsebojno obogatila. Hkrati je pa seveda poudarek tudi, da je to romanje miru in sprave na zemlji, da delamo med seboj za mir, da gradimo prijateljstvo, da se spoznavamo, pa mogoče bodo mladi tudi kdaj obiskali te, katerim so bili gostitelji. Dan, jaz sem Ana, sem del pripravljalne skupine tukaj v župniji, ki se pripravlja na evropsko srečanje mladih. Predvsem bom pa gostiteljica. Midva z možem sva v mladosti bila zelo pogosto deležna velikega gostoljubja po različnih mestih Evrope na teh srečanjih in smo se zelo razveselili v družini, da bomo lahko gostili tudi sami končno. Pri nas je 8 v hiši, sprejeli bomo pa kar 10 mladih, mogoče so 12, tako da se tega zelo veselimo. Otroci se veselijo, midva sva vesela, da bomo lahko jih tudi naučili tega gostoljubja, da se potem to prenese naprej za naslednje generacije. Lepo pozdravljeni, v najini družbi je danes gospa Urša Koce, prostovoljka iz župnije Mengeš. Urša, živjo. Živjo. Živjo, Urša. Zanima naju, kako bo župnija prispevala k gostoljubju in dobrodošlici mladih, ki bodo sodelovali na letošnjem evropskem srečanju mladih. Torej, v naši župniji pričakujemo, da bomo sprejeli okrog 150 mladih in v prvi vrsti bi jim želeli ponuditi to, da bodo lahko prebivali po naših domovih, da bi jim to omogočili. Tako da se zelo trudimo v tej smeri, da bi zagotovili ta prenočišča. To je kar poseben izziv, treba je veliko nagovarjati ljudi, k njim pristopiti, jim razložiti, zakaj gre in tudi mogoče razblinjati kakšne njihove strahove, ker včasih se ljudje bojijo, da morajo ponuditi veliko več, kakor je v resnici potreben. Kakšne duhovne priprave in aktivnosti boste organizirali v župniji, da se bodo mladi dobro počutili? Zdaj v času priprav se dogaja kar nekaj stvari. Mogoče lahko omenim to, da imamo redne tezejske molitve. V Mengšu smo jih imeli že prej, ampak zdaj smo še malo povečali frekvenco teh molitev, tako da se redno dobivamo in skupaj molimo, kar se mi zdi, da je tudi neka taka osnova za vse skupaj. Sicer pa imamo tudi pač manjšo pripravljalno skupino, mislim, da nas je okrog 5 ali 6 ljudi iz župnije, ki pač aktivno pripravljamo, se dobivamo tudi s prostovoljko Marijo, ki je odgovorna za našo župnijo in skupaj pripravljamo vse, kar je potrebno za srečanje. Poleg tega smo v Mengšu pred kratkim organizirali tudi snemanje 2 novih spevov, V tebi je izvir življenja in pridi Sveti Duh. Tako da se bodo te spevi tudi predvajali na Radiu Ognjišče, na spletnih straneh in
Tako da tudi na tak način malo prispevamo k promociji tega srečanja. Kaj sem še prej omenila, sem pozabila. To je to. Torej, kot ste rekli, priprav je veliko, dela je veliko. Zanima nas, kakšen program pa pripravljate, koliko seveda že veste. Torej, v dopoldanskem delu programa v župniji bi mladim predvsem radi omogočili, da se lahko srečajo med seboj, da jim ponudimo primeren prostor, primerno okolje, ker je to v prvi vrsti bistvo srečanja tudi v župnijah. Sicer pa bomo pripravili tudi nekaj drugih zanimivih dejavnosti, predvsem to, da se bodo lahko srečali tudi s kakšnimi domačini, lokalnimi prebivalci, da bodo videli, kako tukaj živimo, kako ustvarjamo, kako živimo svojo vero na vsezadnje. Tako da bomo poskrbeli tudi za ta srečanja. Kaj se vam zdi recimo najpomembnejše, da jim predstavite? Morda to življenje v župniji? Ja, to, kar sem omenila. No. Pač, da se srečajo z ljudmi iz lokalnega okolja, da vidijo neke naše posebnosti. Za njih so to morda posebnosti, za nas je to vsakdanjik, da spoznajo tudi neko drugo kulturo, nek drug način življenja. Predvsem pa, da se srečajo z ljudmi osebno, kaj pogovorijo, to se mi zdi bistvo tega srečanja. Na Silvestrovo pa boste imeli predstavitev narodov. Kako bo to izgledalo? Na predstavitvi narodov sodelujo predvsem romarji, udeleženci tega srečanja. Oni že vnaprej vejo, da morajo pripraviti neko kratko točko, kratek program. To pomeni, da predstavijo neke del svoje kulture, ne vem, skozi petje, ples, neko umetnost, zgodbo ali karkoli. Tako da pravzaprav mi bomo samo omogočili, da se bo to lahko zgodilo. Bomo pa seveda pripravili tudi nekaj, da se bomo predstavili mi kot Slovenci oziroma Mengšani. Kako pa bo poskrbljeno za hrano, pijačo, prevoz in kje lahko mladi pridejo še do več informacij? Na splošno bo za romarje za hrano poskrbljeno na osrednjem prizorišču. V naši župniji jim bomo recimo omogočili, da bodo lahko v miru pojedli kosilo, ki ga bodo tam prejeli za seboj. Sicer bomo pa prosili tudi naše gospodinje, da spečejo kakšno pecivo, skuhali bomo čaj in jim na ta način tudi postregli in izkazali našo gostoljubnost. Kako pa je s prevozom organizirano? Prevoz pa bomo organizirali z avtobusi, pač bodo organizirani prevozi. Žal ni možnost organizirati zadostnega javnega prevoza, tako da se že pogovarjamo z izvajalcem teh prevozov in tukaj bi želela tudi povedati, da se je občina Mengeš ponudila, da bo finančno podprla pač organizacijo teh prevozov, za kar se tudi smo hvaležni in se zahvaljujemo. Urša, hvala za vaš čas in želiva vam prijeten sprejem mladih. Hvala tudi vama.